Ko mene več ne bo, bo vse še vedno isto, te hiše in dvorišča, ti parki in igrišča, ko mene več ne bo. Pesem Slavka Ivančiča je služila kot navdih za naslov prireditve, ki jo je organiziralo društvo Drugi dom. Pobudnica društva je Andreja Pader, mamica 16-letnega Filipa, ki je slep, avtist in trpi za cerebralno paralizo. Andrejo skrbi, kaj bo z njenim sinom, ko ne bo več mogla skrbeti zanj, zato je ustanovila društvo Drugi dom. Modno-glasbena prireditev Ko mene več ne bo je prvi večji dogodek organiziran s humanitarnim namenom, da bi zbrali dovolj denarja, da otrokom s posebnimi potrebami postavijo nov dom. Današnji dogodek, Ko mene več ne bo, je zelo sporočilen dogodek. Tudi naše društvo sporoča eno in isto. Po naši smrti več nikogar ne bo, ki bi skrbel za naše otroke, zato Drugi dom. Drugi dom bodo manjše hišice, postavljene po Sloveniji, v katerih bodo po smrti staršev ali skrbnikov lahko bivale osebe s posebnimi potrebami. Ko izgubijo otroci starše, mladostniki, v katerikoli fazi življenja so čez noč premeščeni v institucije, ker nimajo predmetov doma. Velik hendikep je že izguba staršev. Mi baziramo na tem, da bi bil ta prehod čim bolj mehak, da bi si otroci, ljudje, kolikor so pač takrat stari, prinesli s seboj predmete, ki so jih imeli v primarnem domu, da bi se upoštevale želje, vsak ima svoje lastnosti, počne različne stvari, če nekdo nečesa ne je, se ga seveda ne sili, če nečesa ne zmore pri 20, 30, tudi pri 60 letih tega ne bo zmogel. Gre za to, da se jih predvsem ne jemlje kot skupke diagnoz, to so ljudje, ki so funkcionalni, imajo svoje ime, priimek, lastnosti, osebnostne čutijo, se jih tudi da prizadeti in ustrečijo nas. Na modno-glasbenem dogodku Ko mene več ne bo so v glavni vlogi malih manekenov nastopili Anja, Filip, Živa, Klavdija, Matej, Dvanejca in Nastja. Otroci s posebnimi potrebami in ljubečimi starši, ki razmišljajo o tem, kdo bo skrbel zanje po njihovi smrti. Prireditev ni bila namenjena zgolj zbiranju denarja, pač pa tudi predstavitvi talentov teh otrok. Tudi ljudje bi mogli spremeniti marsikatero mišljenje, ker ljudje še vedno v njih vidijo nekako drugorazredne državljane, nikoli v bistvu, tako sem prej rekla, da se jim smilijo, ampak to ni prava pot. Ti ljudje so samostojni, res, da potrebujejo več časa, ampak se znajo marsikaj naučiti in so sposobni marsičesa. Jaz nikoli na to nisem gledala na tak način, da bi se mi smilili. Glih prej na generalki sem poslušala enega fanta, ki je pel in sem bila popolnoma navdušena. Je slep, avtist, pa cerebralno paralizo ima, tako da sem bila resnično čisto navdušena, koliko so sposobni, da so sposobni mnogo več, kot mi mislimo, da so. Anja zelo rada pleše. Ja, blazno rada. Ampak mama nima vedno energije za to, Tako da danes je prišla kar nekaj do tega. Blazno je bila vesela, ko si je zbrala svojega manekena in je šla gor. Slika je lepa, zdaj bomo pa videli, gledala sigurno bo, Spominjala se pa bo, zato ker je nekaj posebenega. Luči so bile, reflektorji, ona je bila tam, nekaj se je dogajalo, tako da bo, nekaj bo, Vesela je, Jaz sem videla, da je vesela, cel dan je kazala, da jo bomo naličili, da bo, in je čakala. Cerebralna paraliza, slepota, gluhota, Downov sindrom, vrsta bolezni, ki pa niso bile ovira, da otroci ne bi zasijali na modni reviji.
Edinstven dogodek, katerega častni gost je bil predsednik republike Borut Pahor, je skušal pokazati, da so osebe s posebnimi potrebami zelo podobne zdravim ljudem. Oni imajo svoje zahteve. V bistvu, ko se navadiš, kako te zahteve izpolniti, potem tudi to gre in ugotoviš, da se ne razlikujejo tako zelo veliko od zdravih ljudi, da niso tako zelo posebni, samo je pa treba najti način, kako to narediti. Prav to je namen našega današnjega dogodka, da širši javnosti pokažemo, da ti ljudje, naši otroci, nosijo izjemne talente. Morda gre na nek način za kompenzacijo, nekatere stvari so dovzete, lastnosti nečesa na nek način nisi funkcionalen, določenih stvari si in boš zmeraj odvisen, po drugi strani pa izjemne talente. In danes, če smo to uspeli danes pokazati, potem smo zelo zadovoljni. Ljudje si meje v glavah postavljamo sami. Otroci s posebnimi potrebami so lahko vir navdiha in hkrati dokaz, da je meja včasih res samo nebo.